Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval v kapeli doma svete Marte, govoril o ljubosumnosti in zavisti. Homilijo je tudi danes oprl na berilo iz prve Samuelove knjige, kjer beremo o zavisti izraelskega kralja Savla v odnosu do Davida. Po zmagi nad Filistejci so žene rajale in pele z besedami: Savel jih je pobil na tisoče, David pa na 10 000. Od tistega dne dalje je Savel Davida gledal po strani, mislil je, da bi ga lahko izdal, in tako se je odločil, da ga ubije. Savlov sin Jonatan pa je o Davidu govoril svojemu očetu dobro, in Savel si je premislil, a zatem so se ponovno vrnile njegove zlobne misli. Ljubosumnost je bolezen, ki se vrača in vodi v zavist, je zatrdil papež. Zavist je odurna reč, je oduren greh. Ljubosumnost in zavist rasteta v srcu kakor plevel. Plevel raste, a ne pusti rasti koristnim rastlinam. Škodi mu vse, kar mu dela senco. Takšno srce ni v miru, je nemirno srce, je slabo srce. Zavistno srce vodi celo v ubijanje, v smrt. Sveto pismo nam jasno pravi: po hudičevi zavisti je v svet prišla smrt. Zavist ubija in ne prenese, da bi nekdo drug imel nekaj, česar jaz nimam. Vedno trpi, kajti srce zavistneža ali ljubosumneža trpi. Je trpeče srce, je trpljenje, ki drugim želi smrt, je pojasnjeval papež. Kolikokrat se v naših skupnostih z jezikom ubija zaradi ljubosumja. Nekdo nekomu nekaj zavida in začnejo se govorice. In govorice ubijajo. Sveti oče je povabil sebe in druge, naj premislimo, ali je v mojem srcu kaj ljubosumja, ali je kaj zavisti, ki vedno vodi v smrt in me ne dela srečnega. Zaradi te bolezni oseba vedno gleda, kaj ima dobrega drugi, kot da bi bil proti njemu. In to je po papeževih besedah oduren greh. Je začetek mnogih zločinov. Prosimo Gospoda, je spodbudil sveti oče, naj nam podeli milost, da svojega srca ne bi odpirali za ljubosumje in zavist, saj to vedno vodi v smrt. Gledati dobro in ne ubijati z govoricami zaradi zavisti ali ljubosumnosti, je sklenil homilijo.